Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste danes z mano. Danes delamo mobility za spodnji del telesa, za kolke predvsem, tako da ne rabite nič posebnega, samo blazino in neka udobna oblačila. Jaz sem zaradi tega v taki široki trenerki, ker mi tudi ustreza v tem delati to, tako da lahko štartamo. Okej. Začeli bomo na vseh 4 in bomo najprej začeli z velikimi krogi s kolenom na ven in pol, ko pripeleš koleno do dlani, stopiš naprej in narediš rahel izpadni korak, pelješ po isti poti nazaj in ponavljaš ves čas na isto nogo. Po najvišji možni poti, ja, ni tako lahka vaja. Ja, tako da kar počasi začnemo, probamo se ne siliti v neke čudne gibe, ki nam ne ustrezajo, tako da pač res damo telesu lih toliko, kolikor lahko prenese, oziroma kolikor lahko kvalitetno naredi. Pri teh mobility treningih je zelo taka svoboda gibanja, pač jaz opozorim, če je treba na kaj specifično paziti, ampak drugače pa lahko se konstantno premikate z rokami, torej tako, ko jaz recimo tukaj stopam naprej, pa malo še koleno odprem, ne, to je vse dovoljeno. Gremo zdaj na drugo stran, druga noga. Pelješ go, odpreš in nazaj. Ja, probamo pa dobivati največji obseg giba. Torej maksimalno, kakor se naše koleno, kakor se naše kolki lahko odprejo, toliko moramo strmeti, da mi to dobimo noter. Ja, torej ne nekaj na polovično, ampak dobesedno čim hitreje, čim višji gor. Čim hitreje mislim v tem smislu, čim hitreje, torej da se ne stegneš nazaj, pa pol nogo povlečeš pod sebe, pa šele pol dviguješ, ampak na čim bolj zgodni točki probaš nogo gor dvigati. Ja, drugače se pa vseeno gibaš počasi. Še zadnjega. Naprej in nazaj. Ja, super. Okej, gremo spet na levo oziroma na ta prvo nogo, ko smo začeli delati. In se usedemo nazaj dol. Torej, zdaj stopalo majčkeno višji dvignemo in se dvigujemo zdaj gor pa dol. Pa gor, pa dol. Gor, pa dol. Bolj, ko smo z rokami naprej, torej bolj, ko se uležem dol v tem položaju, boljše je, zato ker imam tudi večji obseg premikanja, tudi noga spodnja se mi aktivira. Super, in zdaj gor ostanem na istem mestu in zdaj grem z levo roko, torej ista roka od noge, ki dela, grem spodaj pod pazduho in se probam dotakniti z ramenom tal. Naredim zasuk in odprem gor. Naredim zasuk in odprem gor. Tukaj ne bo vdih. Z izdihom grem pa tukaj dol, ker mi je težko in ker bi rada čim bolj prišla v zasuk. In odprem. In 2. In zadnjega. Super, in potegnem noter. Okej, gremo na drugo stran, odmakneš nogo, se usedeš nazaj, probaš se čim bolj dol spustiti in se dviguješ. Gor, pa dol. Gor, pa dol. Ja, če imamo prste zdaj zapičene v tla, ali pa če jih imamo dol, lahko probate, ker pridete veliko nižji, če jih imate dol, pa veliko višji, pa če jih imate gor, oziroma če je peta dvignjena.
da lahko probate. Super. Gremo zdaj odpreš in greš spodaj pod pazduho, se uležeš na ramo, probaš čim bolj zasukati trup in vdih odpreš, z izdihom zapreš, vdih odpreš, super, gremo. 3, gremo 2 in še zadnjega. Super in vrneš. Odlično. Ok, zdaj pa spet stopimo z levo nogo, torej jaz sem štartala z levo, pa bom vedno vse štartala pol z levo, torej vsako novo vajo, tako da enako lahko naredite vi. Zdaj, če imate za prvo nogo, ki je štartala, desna, pač desna pol začne. Ok, zdaj se pa nagnemo naprej, torej koleno tukaj prije kar majčkeno čez linijo gležnja, torej v linijo prstov, če takole naredim. Prije koleno kar naprej, boki se spustijo dol. Zdaj iz tega položaja raztegnem nazaj. Kar hočem tukaj doseči, je, da držim dlani ves čas na istem mestu, torej so zalimane na tleh in se raztegnem. Ja? Tukaj lahko dvignem prste sicer, mislim, dlani dvignem, pa prsti ostanejo na tleh, pa naprej. In pač tam, kad je težji, tam narediš izdih, oziroma naj bo dihanje, da ti pomaga. Nek gib je vdih, nek gib je izdih, lahko tudi dlje časa zadržiš. In probaš tukaj vdihati. Pa pa spet tukaj vdihneš, recimo, Torej, da je vsak premik izdih, pa vsaka statična točka vdih, sem drugače bo predolg časa trajal. Tudi jaz pol vedno naredim en gib je vdih, pa ta drugi gib je izdih, recimo, Ok, zadnja. Ja, zdaj pa zadržimo tukaj. Se opremo na dlan, na levo dlan in gremo z desno roko v odprt položaj, kakor se da, in ko ga odprem, potisnem boke dol. Ja? In ga zaprem nazaj, raztegnem. In odprem. In raztegnem. In grem še zadnja. In raztegnem. Super. Dvignem nogo gor. In zdaj probam isto narediti, ampak z levo roko. Leva roka se mi proba čim bolj odpreti. Ko jo vračam nazaj, probam priti s komolcem do tal. Se mi proba čim bolj odpreti, s komolcem do tal. Tukaj ne bo izdih gor. In zadnja. Široki spadni korak. In spustiš. Gremo nazaj. Gremo druga noga. Smo v izpadnem koraku najprej. Ja, držimo dlani, lahko smo vedno tudi na pesteh, če z dlani začnejo boleti, pa raztegnemo nazaj, pa naprej. Raztegnemo nazaj, pa naprej. Super. In zdaj zadržimo. Gremo zdaj z nasprotno roko, moramo iti okoli, z nasprotno roko od sprednje noge, vedno govorim, Pa zapreš, nazaj dol. Pa probaš odpreti, pa spustiš boke dol, čim bolj, pa zapreš. Pa odpreš. Boki dol. Pa zapreš. Boki dol in dvignemo nogo gor.
Ok? In zdaj gremo, da odpremo in ko vrnemo, zapremo. Ja, in stegneš nogo in si malo bolj dinamičen in tle potisneš buke, kakor se da dol in raztegneš. Buke, kakor se da dol in raztegneš. Super. In 2. In 1. Super. In se dvignemo v izpadni korak. Zdaj pa sta desno oziroma z isto roko, pa narediš velik krog, pa komolc do tal. Pa narediš velik krog, pa komolc do tal. Spet vdih je ali gor, ali pa ko vračaš nazaj. Tam ga ti je težje. In 2. In 1. In spustiš. Vrneš nazaj, damo kolena mačka narazen in se sprostimo z prsnim košem dol vmes, da bi šli vmes med kolena. Naprej lahko glava gleda, sploh za tiste, ki me premalčajo na čelu. Zadnjica pa gor proti stropu. Ok, in počasi vretence za vretencem, dvigneš gor nazaj na vse 4. Super. Zdaj pa spodnesemo stopala in pridemo v položaj metuljčka. Takole se jaz dam. Stopala imamo skupaj, odpremo položaj metuljčka. Zdaj, če se da, se probite nagniti na kolena, da jih še malo bolj odprete. Če tole ne gre, damo komolce dol. Ja, torej s komolci probamo odriniti. Drugače pa takole probamo zadržati, tanka pa če težko. In potem probamo roke stegniti čim dlje, kakor se da, komolce pa spustiti dol do tal. Majčkeno zadržimo. Imamo 3, imamo 2, imamo 1 in počasi vretence za vretencem. Dvignemo nazaj, gor. Super, zadržimo ta položaj in zdaj desna roka na tla, leva gre čez, nas proba raztegniti čez cel ta del in dol do zadnjice. Raztegniti, kakor se da, pa zamenjaš na drugo stran. Raztegniti, kakor se da. Ja, pa pazi, da imaš občutek, da te roka vleče gor pa v stran, ne da roka dol pade. Ne? Plus, jaz če gor pogledam, moram videti strop pred svojo pazduho. Ne da imam kle roko, pa gor gledam v strop. Že takole po možnosti. Ja, tako podaljšana roka. Telo se podaljšuje. Super. In imamo 3. Imamo 2 in imamo zadnjega. Super. Primeš z desno roko, levo koleno zasukaš, kakor se da, čim bolj po koncu, pogledaš nazaj, zamenjaš, druga stran, pogledaš nazaj, čim bolj pokončen. Ja, pazi, da mi kdo ne dela dol v usločenem položaju, v grbi. Čim bolj pokončen. Čim bolj pokončen. Super. Ok, zdaj pa noge iztegnemo. Na ven, kakor se da na ven. Zdaj iz tega položaja najprej želim, da primemo desno, z desno roko desen mezinec. Zdaj mogoče bo koga že tukaj, pa moramo biti na stran obrnjeni, ne se mi obračati naravnost. Mogoče bo koga zelo zategovali že tlele po hrbtnem delu pa dol in pol enako ponoviš na drugo stran. Ja, in gremo majčkeno bolj dinamično, da dobimo občutek, pazi, da si na stran, kot da bi hoteli z ušesom dol. Tako. In gremo 3. In gremo 2. In gremo 1.
Super. Zdaj pa, da držimo, tukaj, ko smo na začetku štartali, lahko roka ali je noter, lahko je pa tudi na istem mestu in pa gremo z roko čez. Ampak spet jaz upam, da se me sliši, jaz moram videti strop, a ne? Torej, ko gre moja roka čez, moram videti strop, pa se komu dotakneš in probaš biti čim bolj na stran. Vam pa moram v tem položaju, zdaj, ko ga držimo, povedati, da v zadnjem letu, dveh, odkar pač vodim te treninge, toliko veliko treningov, vmes takole stala, takole, odkar vodim toliko veliko treningov, pa veliko se dela na gibljivosti, sploh vedno na koncu, pa delavnice, mobility pa stretch, sem res napredovala, tudi sama v stretchu, s tem, da že prej nisem bila neči zategnjena. Torej, pač že prej sem imela dobro gibljivost, ampak vam povem, da sem skoraj krat 1/3 napredovala, kar je v bistvu zelo težko, torej zamenjamo stran, kar je v bistvu zelo težko narediti sploh pri gibljivosti, ker je gibljivost taka res prirojena zadeva, plus ful se razvija do 14 leta starosti, tako da če do takrat ne razvijemo, jo težko pridobimo kasneje v življenju. Ampak vam povem, da redni mobility in gibljivostni treningi pripomorejo k izboljšanju tega, kar je pač tudi pomaga pri sami preventivi, pri samem funkcionalnem gibanju, pri kakovostnem gibanju tekom dneva, ne? Torej tudi pri čist klasičnih opravilih. Okay, počasi se dvignemo in se spustimo dol. Torej s komolci, probamo priti čim bolj do tal, če se da probaš stegniti, lahko tudi s čelom do tal, če kdo komu rata. In tukaj bomo probali samo malo obračati noge, stopala na ven. Torej, če imamo stopala tukaj, kar kdo ima, pa kakšna pokrčene, jih probamo obračati na ven. Obrneš na ven, pa sprostiš. Obrneš na ven, pa sprostiš. Ja, in čutiš, kako se ti v bistvu aktivirajo gluteusi, zadnjica. Zato, ker gluteusi pomagajo, da naredimo zunanjo rotacijo, ne? Zdaj, če ne moš priti s komolci do tal, je čisto okej, če si tukaj, ampak še vedno na ven. A ne? Pa nazaj noter. Pa na ven. Super. Imamo 4, imamo 3 in imamo 2. Bravo. In malo pomigaš, potem pa previdno in nežno pripelješ nazaj noge. Super, gremo še v tole pozicijo in zdaj gremo samo desno in levo, oziroma levo in desno. Zdaj želim, da štartamo v takem, jaz temu rečem, nekem porodnem položaju, ampak moramo biti po koncu. In pa samo prekucneš obe nogi hkrati na stran, da priješ v tak 90-90 položaj. Okay? In pa se samo zasukaš na drugo stran, enako, brez nekega pretiranega premikanja okončin, prilagajanja, samo ena stran, druga stran in zdaj lahko, ko zaustavimo na eni strani, se lahko spustimo še dol v predklon oziroma na komolce. Zdaj tukaj se čuti zadnjica, pri nekaterih, ni nujno, da pri vseh, je tak podoben sistem kot pri pigeon pose oziroma pri pozi goloba. Da podobno mišico raztegujemo, tukaj zna biti zelo zategnjen, če ima pri osebah, ki imajo recimo bolečine v hrbtu, bolečine v kolkih, tudi v kolenu se zna zgoditi. Da to je kar fajn, ta stretch delati. Je tudi eden mojih najljubših. Ta pigeon pose in general, pa tudi ta je malo bolj tak mobilnostni, ker se damo res v tako specifičen položaj za raztezanje rotatorjev. Ja, večkrat zadržimo. Super.
in počasi vrneš gor. Zdaj pa zadržimo v tem položaju, pa samo še noga noter, pa ta druga noga noter. Pazi, ne gremo v isti položaj, da dvigneš zadnjico, tukaj ne sme biti lufta. Vedno zadržuješ sednice, sedne kosti na mestu in samo noga noter, jaz se nič ne premikam v bokih. Jaz sam dobim notranjo rotacijo cele stegnenice, notranja rotacija. In potem pač marsikomu se zna kle gor ustaviti, kar je čisto ok. Lahko daš špona po zunanji strani, po notranji strani, lahko, ko se mačkano, zdaj, ko smo že malo bolj razgreti, lahko aktivno potiskaš z roko dol, zato da je noga čim bolj na miru, pa čim bolj sproščena, čim bolj pasivna. Ok, in s tem zaključimo. Hvala lepa, da ste bili z mano. Mačkam se daš v položaj metuljčka in sprostiš. Če ti paše v tem položaju, recimo paše pa tudi tako, da malo sprostimo. Tako da, hvala lepa, ker ste bili z mano in se vidimo na naslednji.